Hej, evo, danes smo tlele pri A2U-ju, bliža se dirka sezone in treba je preveriti na kolesu ene par tehničnih stvari, da bo vse štimalo na dirki. In tlele imajo serviserja Roka, ki že 10 let skrbi za vaša kolesa pred maratonom Franja. In mislim, da je pravi naslov, da nam pove par anekdot, par stvari, kako poskrbeti za kolo pred dirko, tako da pejmo kar pogledati. Pejte z mano. Enkrat je en gospod, 5 minut pred štartom, vsi so bili že v boksih, noter, pri laufu, zdajle imam štart Franje, nimam sprednjega obroča. In gospod je pač doma, ki je bil malo pod stresom, verjeten, je pač enostavno sprednji kolo snel dol, kolo cel dal v avto, zaprl prtljažnik pa se odpeljal. Sprednje kolo je pa ostal na ograji naslovnem doma. In je hotel kolo? Ja, sprednje kolo, če imamo karkoli, k sreči smo imeli pač v primeru defekta, ali pa če bi bil to bolar, ki ga ne moreš takoj zamenjati, smo pač dali potem rezervnega, da je lahko pač gospod štartuje. Teh je veliko. Največ je tega stresa, ker ljudje cel let trenirajo za Franjo ali pa za etap ali pa kakorkoli in so pod stresom že en teden prej in se zmeri nekaj pozapa. Ali paš za srčen utrip, ali čelado, čevlje, tudi take stvari, tega je največ. Tako da midva sva se pogovarjala in sva zdaj naredila en tak seznam enih stvari, kaj je treba preveriti na kolesu, preden se gre na eno tako dirko. Tako da bova kar začela na začetku po moje z verigo. Veriga je zmeri, se pravi, to je edini del, ki poganja cel kolo skupaj, poleg nog. Tako da ja, zmeri treba paziti, da je veriga očiščena, namazana, pa da se redno preverja, se pravi, ali je veriga stegnena, ker s tem uničuje tudi zadnji in sprednji verižnik in pa samo delovanje kolesa. Zdaj verigo se ne da oceniti, a je pač stegnena ali ne. Enostavno pač so pripomočki oziroma merilci, ki se da med člene in se vidi, koliko je raztegnjena. Raztegnjena, ne? Ja, samo tlele grem. Za ta kolo je relativno pač nova, ne? Ja. Sicer mislim, da ima veriga zdaj že 3,5, tako da bomo videli, kaj sem delal, koliko sem pritiskal, ne? Tlele gor ima merka, ne? Ko je nova, je 0 ali pa 0,2. Nekje na 0,75 se je pa potem zamenja. To je najbolj priporočljivo, boljš kakšen kilometer prej, kot pa kasneje. Pravim, takole med členom in se tole zavrti. Se pravi, da ta trenutna tvoja veriga je, se pravi, rečemo, da je na 0,4, se pravi nekje na sredini. Aha, okej. In če si zdaj naredil 3000 z njo, recimo, čez 2000 km se pride pa preverja. Bože se kakšnih 100 km prej zamenja, kakor se uničuje verižnike. Ker vi lahko vozite z verigo raztegnjeno, pač ni problema. Vam ne bo nič preskakovalo, ampak ko se bo dala pa nova veriga gor, takrat, ker pač te dva člena greta narazen, uničujeta verižnik in ko se da nova veriga gor, veriga potem preskoči za premenitvijo. In takrat je pa treba menjati zadnji verižnik. V primeru, da je pa res zelo bila stegnjena, je treba pa še sprednje dva. Je pa ful ceneje zamenjati sam verigo, kot vse ostalo. Bolje še narediti servis prej, da ni teh težav pola. Je pa pri verigi še to, se pravi, ali je raztegnjena ali ne, pa tudi treba je skrbeti za njo v bistvu. Tako je. In ni v redu, da se jo samo maže, ampak je treba zmeri obvezno očistiti, da se tisto umazanijo, šmer, prah, karkoli je, da se očisti stran in potem namaže na čisto verigo. Ker če se da samo olje na tisto umazanijo, nismo pač praktično nič naredili. Se pravi, eno priporočilo bi bilo pred etap, lepo spopucamo verigo in na novo namažemo, preverimo, če je raztegnjena, ni raztegnjena. In reagiramo glede na to. Tako, da izločimo kakršnekoli neprijetnosti ali pa da se veriga strga, napoka, kakorkoli. Ker imaš pa ti eno verigo iz servisa, ki je pa zelo nova, ampak že znucana. Tele imamo v bistvu, sem si shranil, ker je zelo zanimiv primer. Veriga je stara cirka 3 mesece. In se vidi, da v bistvu stranka je tako, ima kar dosti rjavine. In je ne na enem mestu, ampak na parih mestih je v bistvu popokana. Se pravi, tlele ena varianta. Tukaj jo kar malo manjka. Na drugi strani tle je isto spet. Take stvari. Ampak se pravi, ta veriga ima maksimalno
2000 km ni niti stegnjena, ampak zaradi nepravilne, se pravi, uporabe oziroma vzdrževanja verige pač pride do tega. Ne. Je mogoče res malo ekstremen primer, ki se naredi enkrat na 1000 verig, ampak to je pač težava. Ampak velikokrat vidiš, ne, če se ne vzdržuje, je problem. Tako, ja. Okay. In tudi, ko ni vzdrževana veriga, se pravi, ko se jo ne maže, je menjalnik glasen, se pravi, ko se pedalira, se glasno sliši, lahko tudi menjava menjalnik ne v redu, pa tudi začne cviliti veriga. Sploh kdaj, če je kje kakšna pa na kakšnih telih, rečemo mi službenih kolesih, ki se kakšna mama pele po kruh, slišiš, kako cvil veriga, ker je cela rjava, ker nima nič, da bi jo mazala. Tako da ja, to je obvezno. Tako da ne bo nesreč, da ne bo počel, pa da tisti, ki imate malo bolj resne tekmovalne ambicije, da ne bo izgubil vatov v končni fazi. Tako je. Treba skrbeti za verigo pa preveriti. Kaj je pol naslednja stvar, ki smo se pogovarjali, bi bile zavore? Tako je. Zavorne obloge so zelo pomembne. Sploh recimo to lahko še dodam, ko smo že glih tako en tak nasvet, ko se verigo maže, ali s sprejem, ali z olom, ali kakorkoli, se maže samo verigo tlele od spode. Se pravi, celk se gre, se zavrti in spet. Ne tako daleč, ker če se daleč pospreja, pade ole tudi lahko na rotor. In ko vi ta prvič, ko se zavera, zavorna obloga je kot goba, bo tisto ole vase upila in bojo zavore cvilile. Začne cviliti in tudi zavora potem takem ne prime dobro. In to je spet en svet, ki veliko pred takim dirkam hoče vsi, da bo kolo zdaj pa perfekt in potem se maže to verigo, da bo ja vse in se pač šprica povsod. Tako da to je treba res paziti. Samo na spodnjem delu lahko se da tudi takole ena krpa, pa se jo čez namaže. Eni tudi sem videl, mislim, jaz imam tudi to, dam blokado tlele, recimo. Ja, recimo to je zelo... Tak karton pride, ki ga kupite lahko praktično kjerkoli, se da takole čez in zaščiti v bistvu diske pred, tudi na začetku, ko se uporablja degreaser, da se ne šprica po zavorah. Tukaj ponavadi, ko je bil rim break, ko so bile te kolutne zavore, ni bil toliko problem. Rotor pa takoj pakna, potegne vase tisto mazanino, tisto ole, kakorkoli in potem škripa. In tudi s časom potem ne prime dobro. V takem primeru se jih da še ščistiti, če pa res pride do res kontaminacije, se pravi, da upije tisto ole, pa treba pač menjava. Ja, ker tudi poslabša zavorno pot. Tako, ne primejo zavore tako, kakor je treba. To je to. Tlele not pogledamo, ne? Tako, tlele čez se vidi, fajn je, da je kakšna svetloba, kjer se vidi, koliko ima v bistvu še obloge. Tlele imam en primer nove pa stare, se pravi, če primeram, tale je nova, ta je stara in se vidi pač razlika. To se tudi vidi takole, če se pogleda na kolesu, se vidi, koliko ima v bistvu, koliko ima še obloge. To je primer nove, ta je pa stara, ki smo jo pač na servisu že zamenjali. Spet je tako, da se zamenjajo prej, kakor pa da se pride čisto do železa. Na tej strani sta sicer tudi dva krogca, ki se potem, ko je potreba po menjavi, se preslikata tukaj gor, ampak to se takole, ko je montirana na kolesu, ne vidi. Tako da najbolj je takole, da se primerja, ali pa nauč, bi rekel, po domače, pa se zamenja. Ni treba čakati, da obloga čist zgine, ampak da jo majčkeno še ostane, zato da se menja pač pravilno. Zdaj, če pogledava, pri meni je stanje, se pravi, glede na novo kolo bi... Tako je, ampak tudi v bistvu po 3000 km imaš še čist dovolj. To pomeni, da se hitro spuščaš, da ne bremzaš velika, na nek način. To Nina ne sme slišati, veš, to hitro spuščanje. To je to. To je to. Naslednja stvar bi bili nekako plašči. Ja. Zdaj, tle je pač nesreča za naše snemanje, če tako rečem malo, da so praktično en teden stari, kar pomeni, da so precej novi, ampak zgodi se pa marsikaj verjetno. Tako je. Zdaj, večina plaščev, recimo, da imamo Continental ali pa tudi Vittoria, kakorkoli, imajo tlele dve pikce. Se pravi, to je marker, kakor pri gumah za avto, recimo. Ko te dva, ko se teh dveh pikc ne vidi več, je za zamenjati. Je konc. Je pa tako, tudi guma rata stara, tako kot pri avtu, tudi tle. In zdaj velikokrat se kakšen pohvali, imam pa že 4 sezone gume, te so res v redu. Ja, guma je že, ampak je toliko trda guma, da se tudi zlizala ne bo, ker je rata trda. Tako da nujno je treba pogledati pač površino, sploh ko se kolo puca,
se gre čez, če so kakšne zareze ali če je popokana na splošno, pa v bistvu tale bočna površina da ni preperela. Tako, na ta način preperela. Ker kolesa so veliko na soncu, konc koncev. Kamen, sploh recimo takole, ko se po zimi štarta, ko je še ta pesek, ko posipajo ceste, tisti pesek je zelo oster in lahko zelo naredi take manjše zareze noter. Ja. Je pa tudi fajn vedeti, kako gumo imamo. Recimo zdaj pač tle je primer res performance gume, če tako rečem, in se hitreje obrablja kot pa ena endurance guma. Tako, ja. Neka trening plašč je trša zmes, kar pomeni, da bo zdržala dalj več kilometrov. Nekaj, kar je pa mehka guma, hitra guma, pa guma, ki dobro drži v ovinkih, v takem primeru bo pa guma šla prej. In take gume se lahko na 6-7 tisoč kilometrov že obrabijo. Zmer je pa tako, da zadnja je pogonska in zmer je treba gledati, v kakšnem stanju je zadnja, koliko je izrabljen profil, ne od spredja. Menjajo se pa verjetno, ko je zadnja, se obe zamenjata ponavadi, tako pri avtu. Čisto odvisno po želji, kakor je. Lahko se zamenjajo kontra, ampak je treba paziti, da se to ne dela spet 2-3 sezone, da ne bo guma ratala, se pravi, trda. Je pa tako, vsi imajo zdaj v bistvu že kolesa, ki so kar neka vrednost in to je edini stik s podlago. In na tem šparati je res ni dobra ideja. Imajo pa plašči noter še nekaj, odvisno, kaj imate noter, zdaj ali so zračnice ali tubeless ali karkoli, ampak v primeru, da so zračnice, so se pogovarjali, eden večjih problemov pred pranjem je dostikrat tudi premalo ali pa preveč tlaka v sami. Tako, ja. Zelo včasih, še par let nazaj, je bil zmer tisti fenomen, da je treba gume napumpati na 8 barov, 9 barov, da si jo frcno, da je to odzvanjala. Kar je vse super, vse plašč je bil hiter, kolo je bil hiter, ampak težava je tem, ker zjutraj, ko so oni to napumpali na 8-9 barov, je bilo to v redu. Potem se je pa to šlo gor na kladje, sonce, takrat, ko so bile še tele krutaste zavore rim brake, ki v bistvu drsajo ob obroč, takrat se v bistvu vse skupaj segreje in topel zrak se širi. In kar od enkrat ni bilo 9 barov noter, ampak je bilo lahko več. In takrat pa gumo enostavno odpre, ker ne zdrži. Tako da to je treba zmer malo v zakup vzeti. Tudi če pride tukaj, piše max 8 barov, treba rajš kakšne pol bara manj. Tako čisto kmečko logiko, ni treba vse do limita. Zdaj, če pa imate pač tekmovalne ambicije malo višje, tudi tako, kot recimo imam jaz, obstajajo pa kalkulatorji na spletu, kjer dejansko vnesete svoje kile, težo kolesa in obstaja tudi kalkulator, kjer vneseš temperaturo takrat, ko pumpaš gumo, če rečem po domače, in takrat, ko boš vozil. Se pravi, točno to, da se ne zgodi, da napumpaš gumo recimo na idealnih, 4,5 bara in potem greš na sonce in je kar naenkrat 5,5, se pravi, spet zgubljaš tiste vate, če govorimo o tekmovalnosti. Pa tudi recimo zdaj čisto drugače, zdaj se vozijo širše gume, kjer je pri tubelessu lahko 4-5 barov max. Recimo tudi tle je 30, pa je max 5. Tako, ja. Tako da tisto, ko je včasih bilo 8-9 barov, da mora biti res plašč trd, to je zdaj malo... pase. Tako, ker veliko ljudi je, ki zdaj mogoče šaltajo na nov kolo ali pa kakorkoli, pa takih stvari ne vejo, da pač ni treba več to pumpati na ogromen tlak. Ne pumpamo več na kamen. Tako. Super, the best. Se pravi, kar naslednja faza, zdaj je pač novo obdobje, kjer so vse stvari elektronske, baterijske. In tudi jaz, odkar imam novo kolo, sem šel iz, kako se reče, mehaničnih na elektronske. In potem treba je vzeti v zakup eno stvar, da je treba to vse polniti. Tako. In to si rekel, ena bolj pogostih stvari je, da pridejo s praznimi baterijami. Tako je. Tam se spomnim, na štartu smo imeli zmeri 3-4 polnilce, razdelilci in to se je filalo k na pumpah zdaj električne avtomobile. To je fajn preveriti, obstaja en način, kako se to vse zrihta. Zdaj zavisi, kjera skupina menjalnikov je, ampak recimo imamo Shimano 12 treden, vsi so na enak način. Tele od spodaj je gumbek, ki se ga enkrat pritisne in tlele gor zasveti zelena luč. V primeru, da je polna od 60 do 100%. Se pravi, če še enkrat pritisnem, zelena luč. Potem, če je od 40 do 60% nekje zelena utripa, kar je pa manj, je pa potem rdeča utripa. Treba polniti. Ko se pritisne, ko utripa,
se ga enkrat da filati in je to. Za vse tiste, ki še niste filali, pa tlele se da, tlele se odstrani in se tle z uradnim polnilcem na fila, ne? Tako je. Pol naprej od spredaj v bistvu imamo zdaj na tem kolesu, ne, zdaj Na tem odvisno. kolesu, če je power meter, isto ima gumbek, se ga enkrat pritisne in zasveti zelena luč. Tle je zelo hitro. No. To je to, kar je pa zelo pomembno, kar ljudje mogoče tudi ne vejo. Sploh na starejših je bilo tako, da je bila nekje neka glavna baterija, ki je pač napolnjevala, se pravi sprednji menjalnik, zadnji menjalnik in obe prestavne ročke. Zdaj, ko smo v času, ko je že vse brezžično, sta recimo pri tej skupini ročke brezžične. V tem primeru je tudi treba paziti na baterije v ročkah. In v tem primeru se tlele v bistvu je tako, da je tukaj imamo tako ledico. Bomo sence naredili. Takole. In se pa v bistvu oba knofa naenkrat pritisne in zasveti lučka. Tlele je še zelena, kar pomeni, da je od 11% do 100% je zelena. Kar je pod 11%, zasveti rdeča lučka in je potem potrebna menjava. Ne? Se pravi, oba knofa naenkrat in zasveti. V primeru, da je rdeča, je treba čim prej zamenjati. To govorimo res v max 50-100 km. Je pa tako, da tlele v ročki tista klasična baterija. Pri Ultegri je vsaki ročki ena, pri 105-kah pa sta pa dve v vsaki ročki. Zdaj pri samem menjalniku je fajn mogoče še pred dirko verjetno zavrteti vse prestave. Ne? Tako je. Fajn je, da se gre čez, da se vidi, a bom nam predstavil vse prestave, a kaj ropota, ne gre tekoče in v takem primeru treba potem nastaviti. Ker pri elektronskih prestavah včasih je bilo tako, pri mehaničnih, da se je lahko žica malo vdela, vnesla, razzahrala, kakorkoli. Pri elektronskih pa načeloma bi mogli delati skozi enako. Tako da je treba zmeraj paziti, da se ta menjalnik nikoli ne udari, da se ta nosilček menjalnika ne zvije. Se pravi, sploh ko se kolo postavi ob steno ali pa kakorkoli, je zmeraj treba tako, da je menjalnik gleda stran od stene, da se ga nič ne dotika. Super. Se pravi, baterije je treba polniti, menjalnik preveriti. Ena naslednjih stvari, ki smo se pa pogovarjali, so pa zanimivo, da blokeje. Tako je. Zelo veliko ljudi v bistvu se na blokeje kar malo pozablja. Jaz imam tle čevelj, pa mislim, da so že na poti, ampak da so še relativno tako. Te so še ok. Kar se zgodi je, zmeraj ko se ustaviš, se pač da noga klasično dol in se blokeje počasi drsa. Te imajo še to gumico, da je še malo celo lažje hoditi, ampak s samim drsanjem se ta del tanjša. Se pravi, ta plastika se tanjša, tukaj od spredi, ki ga v bistvu drži pedal in v zadaj isto. In v tem primeru, če je blokej znucan, zelo hiter, ko se zagon, vam enostavno odpne, ker ne zdrži ta plastika. In tudi teh primerov je na takih tekmovanjih veliko, ker ljudje, seveda pač nekateri ne vejo, kakorkoli, vse samo kolo, oprema pa ne toka. In to je res ena stvar, ki je zelo pomembna, pa tudi fajn je, da se zmeraj preveri, da so orang zategnjeni in take stvari. Ker to res konstantno se to premika, skozi ta del se v bistvu z nogo vleče stran, in se lahko kaj losa, pa fajn je, da ima material. Čim se ta del zoža ali pa da te gumice ni več, je potrebna menjava. Pa to je v bistvu naš stik z kolesom, poleg riti. Tako je. Ampak pomemben pogonski stik. Tako je. S tem ste vi v bistvu zapeti v pedalo in če se to uniči, če tega ni več, noga pade ven, lahko se tudi pade, kakorkoli, sploh če se ustoji poganja takrat. Ker moramo vedeti, Murphy je zmer tak, da če se bo karkoli zgodilo, se bo zgodilo na tekmi. Na dirki. Tako. Nikoli na treningu, nikoli ne bo. Eno leto treniraš, da ti blokeje odpnejo, je res neumno v bistvu. Tako da treba je paziti na vse. Se pravi, en tak najbolj praktičnih nasvetov bi v bistvu bil, da si naredimo eno checklisto pred tako dirko, kjer poklukamo vse te stvari, tako kot smo zdaj pogledali, se pravi od verige do zavor, do baterij, do blokejev, ker pa tudi v končni fazi do čelade pa takih stvari, ker si rekel, ljudje marsikaj pozabijo, tudi pred Franjo pridejo, tako kot si prej rekel, brez sprednjega kolesa, brez... Zelo je stresno ta obdobje, par dni pred dirko, vsi vemo, vsi smo že bili tam, malo je treme, malo ne veš, kako bo in se zmeraj kaj pozapa. Tako da zmeraj je fajn, da se naredi, kot si rekel, checklisto, se gre čez, imam čevlje,
imam očala, imam čelado, tiste ta glavne stvari. In najbolj bi jaz svetoval, da se to preštima že en dan prej. Ja. Ali se da vse v avto, ali kakorkoli, ker ogromno smo imeli tega, da je pač gospod pozabil spreden kolo doma, do čelad, rokavic. Tudi zgodilo se je, da je prišel gospod bos brez čevljev, ker enostavno pač nekaj pozabiš, ali pa recimo zelo veliko se bidone pozablja tudi, ki vemo, da so zelo pomembni za samo hidracijo in vse skupaj. Tako da checklista, obklukati, pripraviti lepo v miru, pa sam še gas. Tako, Gas pa na zmago. Tako. Ampak poleg tehničnih stvari je seveda pomembna pač tudi omenil si bidone, hidracija, pomemben je počitek pred samo dirko, pa se pravi prehranska priprava na celo to stvar. To itak pri meni lahko spremljate, kako se jaz pripravljam, še bomo o tem govorili. Tako da tehnika plus prehrana, počitek, to je neka zmagovita kombinacija pred takimi dirkami. Jaz mislim, da smo ene zanimive stvari pokrili, a ne? Tako da vi pa sam trenirite naprej, kmalu bo letap, tako da gas do takrat. Hvala ti. Hvala tebi. Srečno. Še PS, ker na snemanjih valjda velikokrat kaj pozabimo, moramo še nekaj dodati. Prej sva se pogovarjala, fajn je, da sami znamo preveriti na kolesu stvari, pa mogoče kaj pošrafati, ampak ne pa preveč, ker pol je več dela za vas. Tako, v sezoni je že tako ogromno dela. Fajn je, da ljudje vejo oceniti, a je potrebna neka menjava oziroma za kakšnekoli stvari. Saj toliko, da pripeljejo kolo, pa potem mi ocenimo na podlagi kolesa, ne pa dela doma, ker ponavadi se naredi več škode, kot pa dobro. No, tako da še en dodaten nasvet, zdaj pa res to je to in se gledamo naprej. In po snemanju sem seveda izkoristil mojstra, da je pregledal še moje kolo. A vidiš? Malo ga preskoča, mislim, da sam na tej. Sam pogledala. Tako izgleda v praksi preverjanje, se pravi, prestava. Jaz sem opazil na treningu nekaj, pridem do mojstra, mojster pogleda. To je v bistvu zelo pomemben odmik tudi menjalnika pred verižnikom. Zdaj pa Shimano imamo v bistvu tako zadevco, če tako daš gor in se pravi, ti imaš verižnik 34 in primerjaš in vidiš, da bi ga v bistvu mogli še malo zraven dati. Preveč oddaljen menjalnik. Laufa.